Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, dober večer. Političnim strankam v Sloveniji po zadnji raziskavi Politbarometra zaupa le še odstotek vprašanih. Državnemu zboru zaupajo 4%, vladi pa 6%, evro in predsedniku republike zaupa 35%. Tako ugotavlja najnovejša raziskava Politbarometer. Strankarska lestvica je zelo neugodna za sedanjo največjo koalicijsko stranko, Pozitivno Slovenijo, ki bi jo volili 3% vprašanih, precej pred njo sta SD in SDS, pa tudi Desus, NSI in SLS, Virantovo državljansko listo bi volil odstotek vprašanih. Politbarometer pa zaznava kar visok potencial še neustanovljene stranke Solidarnost. Na vprašanje, ali bodo podprli to stranko, je pritrdilno odgovorilo 44% vprašanih. 30% vprašanih Solidarnosti ne bi podprlo, četrtina pa je brez odgovora. Kaj se pravzaprav dogaja z strankami, ki so ustanavljene, oziroma katere stranke nove lahko pričakujemo na naslednjih volitvah, o tem z nocojšnjimi gosti, gospodom Dušanom Kebrom iz koordinacijskega odbora stranka Solidarnost, ki bo imela v soboto kongres, potem gospod Andrej Magajna, predsednik Krščanskih socialistov Slovenije, in gospa Andreja Repše, članica gibanja OPS. Zdaj seveda v studiu pričakujemo tudi gospoda Lojza Kovšco, liberalno-demokratsko stranko, vendar je neki strankarski prireditvi in je vprašanje, ali mu bo uspelo pravi čas priti v studio. Seveda vabim gledalke in gledalce, da pokličejo, postavijo vprašanje ali povedo svoje mnenje ali pa sodelujejo v naši anketi, in sicer katere stranke bi podprli na naslednjih parlamentarnih volitvah, sedanje parlamentarne ali nove. Pa bi mogoče najprej, gospod Keber, vas vprašal, čemu pripisujete v bistvu, recimo po teh anketah, tako visoko nezaupanje strankam sedanjim? No, prav gotovo vsemu temu, kar so nazadnje izpovedali protestniki pred enim letom, pa vse to leto, čeprav je tudi to samo povzetek tega, kar se je nabiralo zadnjih 10, lahko rečem, postopoma tudi zadnjih 20 let, čeprav v prvem obdobju malo počasneje. V bistvu gre za to, da politika v zadnjih 20 letih, razen osamosvojitve, kar je pozitivno dejanje, razen naprimer priključitve Evropski uniji, kar lahko rečem je potencialno pa neizkoriščeno pozitivno dejanje, da je pa vse ostalo v mnogih drugih stvarih pa zatajila, preprosto ni pokazala vizije. Vi, če danes vprašate Slovenca, starega ali mladega, kaj ne bo značilno za Slovenijo, kakšna je država Slovenija, kako ne jo opiše nekemu tujcu, kaj želimo biti čez 50 let, tega ne znamo povedati. In seveda vmes se nam je razvilo tisto, kar so protesti jasno pokazali. Na eni strani ciklično nihanje poskusov totalitarnega vodenja države z vsemi kršitvami človekovih pravic, z nepotizmi, korupcijo, z opuščanjem laične države, z rekonstrukcijo zgodovine in tako naprej. Po drugi strani pa seveda sledenje tem ideologije neoliberalnega kapitalizma, neoliberalizma, ki, kot vidite in kar se jasno vidi, producira iz revežev še večje reveže in iz bogatih še bolj bogate. Mislim, da je več kot dovolj razlogov, da so ljudje nezadovoljni. Gospod Magajna, podobno vprašanje, kaj v bistvu vi ste že pravzaprav stari politični maček, kot predsednik Krščanskih socialistov Slovenije, ki so sodelovali že v z nekaterimi večjimi strankami, recimo z SD-jem, v bistvu bili ste poslanec tudi, kako pa vi gledate na sedanjo strankarsko strukturo parlamentarno, ki očitno ne uživa več visokega zaupanja? Ja, bojim se, da kljub temu, da bomo imeli nove volitve, nove stranke, ne vem, jih bo 5-10, se bojim, da nekih novosti ne bo. Kajti ta sistem, ki je narejen v bistvu za te, ki so sedaj na oblasti. To je izrazito strankarski sistem. Bom kar za ilustracijo. Civilna lista, neka nova, ki se ustanovi, po zdajšnjem veljavnem zakonu mora zbrati 1000 podpisov, jih vroti na občini za eno enoto, krat 8 8000 podpisov.
kako pa vlagajo etablirane stranke s podpisi 3 poslancev. To se pravi 3 državljani ali 8.000 državljanov. Tam so razmerje, ne. Mi upozarjamo neparlamentarne stranke, ker vidimo, da je praktično nemogoče. Nemogoče se je tudi prebiti novi stranki, če jo javnost ne pozna. Če javnost pravzaprav zve v parih minutah o nekem novem obrazu, pa ne bo še tako dopadljiv, nima še tako dober program. In ta volilni sistem je pač napisan na kožo zmagovalcev. In če gremo nove volitve, bi rekel, ja, nove volitve, ampak pod novim volilnim sistemom, ki bo omogočil. Kakšen volilni sistem? Ja, volilni sistem, ki bi omogočil. S preferenčnim glasom ali z ukinitvijo To je za mene samo lepotna korektura. Velik napredek bi bil recimo kombiniran nemški volilni sistem, 2 glasov, v katerem lahko pravzaprav volivec svobodno da glas kateremu koli kandidatu. Zdaj ta preferenčni glas je vezan zmeri na določeno stranko. So še drugi predlogi, v bistvu neke vrste večinski sistem, ker spet volivci volijo kandidate, ne stranke, to so lahko tudi strankarski kandidati, so pa to tudi kandidati državljanov. Vendar ne tako sedaj, ko lahko pravzaprav kandidirajo le strankarski kandidati, torej najprej je treba imeti demokratičen, odprt kandidacijski postopek, da bodo lahko ljudje sami določili kandidate in o njih zbirali. Sistem je lahko zelo preprost. Zmaga tisti, ki dobi več glasov. V volilni enoti, v bistvu. Ja, lahko imamo enote, manjše, večje, več okrajev, manj. To je drugotno vprašanje. Volilni sistem nujno spremeniti. Gospa Repše, kako pa vi ocenjujete v bistvu to, bi rekel, nezaupanje do etablirane politike, ki se kaže pač po različnih anketah javnega mnenja? Ja, lejte, zdaj, jaz bom tako rekla, mogoče ne bom tako retorično lepo in v leporečju, ampak poleg mene sedita 2 sogovornika, ki sta oba že zelo dolgo na tej sceni, na raznih mestih. In vsi do zadnjega se večinoma ukvarjajo s posledicami. Tudi slab volilni sistem je ena izmed posledic. Čas bi pa bil, da bi se končno vprašali po vzrokih. In mislim, da se tudi oba gospoda kar malo sprenevedata tudi glede vizije, ki jo je omenil gospod Keber. Seveda vizije, če ni prišla od nomenklature, ne obstaja, druge pa se ne priznava. Prihajam iz gibanja Osveščeni prebivalci Slovenije, ki smo kot gibanje zelo ignorirani, cenzurirani in diskriminirani. Pred 2 letoma in pol smo v parlament vložili zakon o odpravi privilegijev socializma. In tu oba gospoda gotovo vesta. In bi jih vprašala recimo, zakaj, kdo, kako se je lahko zgodilo v demokratični Sloveniji, ki večinoma vemo, da tu sploh ni, da so mediji posneli, ne vem, a ste vi to posneli ali niste, ampak lahko rečem, večina medijev je to posnela, ampak v medijih ni bilo o tem besede. Dobro, kakšne so pa vaši načrti recimo za prihodnje volitve parlamentarne? Lejte, mi smo gibanje, mi se ne borimo za stolčke v parlamentu. Delamo na tem, zdaj v teku pobuda oziroma zahteva za sprejem zakona o odpravi vseh privilegijev v Republiki Sloveniji, ker smo prepričani, da s stranko, z nekimi, da bi pridobili nekaj glasov oziroma nekaj stolov v parlamentu, ne rešimo popolnoma nič. Tako da stvari je treba reševati tam, kjer dejansko smrdijo. Tu so vzroki in vzroki imajo zelo dolgo brado. V vseh teh letih so se nabrali razni privilegiji. Gospod Keber je prejle tam zadaj povedal, da so se na tiste obstoječe prilepili še novi. Tako da bi morali v prvi vrsti opraviti s to preteklostjo, razčistiti končno, kdo je kriv za zavoženo Slovenijo. Dobro.
Zdaj, če gremo malo, če se vrnemo vendarle na te stranke, bomo o tem govorili, ampak če se vrnemo na strankarske zadeve, ne, v bistvu, kakšna alternativa bo pravzaprav ta nova stranka Solidarnost, ne, v bistvu, ki se pač dobro leto po protestih nastala, ne, iz gibanja Vseslovenska ljudska vstaja, odbora za pravično in solidarno družbo, ne, ter nekaterih članov mreže za neposredno demokracijo. Ne. Kaj pravzaprav, kakšno alternativo ta nova stranka prinaša, glede na, pa kako komentirate ta, recimo, ta potencial, ne, ki ga je izmeril politbarometer? Če bi to drugo najprej komentiral, niti nam ne pade na pamet in bilo bi neverjetno neskromno, da bi ta potencial pripisal sebi. To je pravzaprav potencial vseh tistih strank, vseh tistih stremljenj, ki želijo ponuditi in če bodo uspešne, bodo tudi dobili odgovor pri volilcih, ki želijo ponuditi nekaj novega. Recimo odgovor, ki je bil pač vprašan ciljan na besedo solidarnost, si ga ne lastimo, to je odgovor, to je sporočilo obstoječim politikom, da državljani iščejo nove odgovore, nove rešitve in to mislim, da je vzpodbuda ali pa nek vsaj začetni optimizem za vse tiste, ki vidijo, da se je potrebno politično organizirati, da je premalo samo protestirati, ker protesti samo povedo, česa nočemo. V demokratični družbi je pa seveda potrebno povedati, kaj pa je mogoče spremeniti in seveda se je treba boriti, da to dosežeš. Če ne uspeš, imaš lahko velike in zelo dobre namene, ampak vsi dobro vemo, da če ne uspeš na način, kot ga parlamentarna demokracija omogoča, pač nisi uspešen. In če zdaj grem nazaj, mislim pa, da se bomo o tem da bo največ še več možnosti odgovorov, če samo za pokušino rečem, poglejte, iskati alternativo nečemu, kar smo v svojem prvem odgovoru pravzaprav omenil, se pravzaprav težko opišemo, kaj je program sedanje oblasti. Čemu je alternativa? Mislim, lahko rečemo, da smo alternativa, želimo biti alternativa vsemu slabemu in s čemer se ne strinjamo. Ampak če pa v enem stavku lahko rečem, bi pa lahko postavil takole. Če se največ večina strinja, da je ne glede na levi ali desni predznak, ne glede na kakšno vlado v preteklosti, da vse sistematično spremljajo, aktivno izvajajo ali pa se vsaj pasivno uklanjajo temu pritisku neoliberalizma iz sveta, iz Evrope, iz Amerike, potem lahko mi rečemo, da je temeljni cilj naše stranke je beseda solidarnost, ne kot neka beseda, ki pomeni nekaj humanističnega, humanega, ampak solidarnost kot politična platforma. To je tisto, kar je po naši presoji lahko in bi lahko postala morda celo edina prava alternativa neoliberalizmu. Kdo bo stranko vodil oziroma bo ostalo pri tem imenu Solidarnost v bistvu? Ja, ta stranka, skupine, ki jo bodo ustanovile, soglašajo, da je to ime, ki tudi simbolizira njen glavni cilj. O vodstvu stranke pa seveda počakamo do kongresa. Zdaj, gospod Magajna, kaj se pa, to se pravi, na levici je v bistvu precej napovedanih nekih novih strank, nekatere so že tu, recimo TRS, ki je pač zunaj parlamentarna stranka, vaša stranka. Zdaj, kaj se pa dogaja na desnem političnem polu, oziroma kam sebe dajete v bistvu kot krščanske socialiste? Ja, v imenu že povemo beseda socialisti. Gre pa za posebno vrsto socializma, ki ima mogoče primerjave z Latinsko Ameriko, Venezuelo, torej socializem, ki gradi na etiki in je v mnogih elementih, bistvenih elementih različen od teh tranzicijske levice, ki izhaja iz bolševizma, ki se je sicer nekoliko prenovila, uporablja druge metode, še vedno pa tudi nedemokratične metode. To smo bili recimo deležni včeraj, če lahko kar povem. Včeraj je potekal forum za novo levico, to je civilno združenje. In za moje, kar povem, škandalozna zadeva se je zgodila, ko je na kolegiju Državnega zbora predstavnik
SD-ja okaral pravzaprav državni svet, ki je dovolil sploh to omizje. Naslov tega omizja je bilo Alternative na levici. Očitno v SD-ju gospoda Lukšiča moti, da je poleg njega še kakšna nova demokratična leva formacija in da se bi ta lahko uveljavila v političnem prostoru. Imam občutek, da se ravnajo po partijsko, tako kot je bilo po vojni, ko se je partija uzurpirala nek prostor politični in ni dovoljna konkurence. Vemo, kaj so z našim vzornikom delali, Edvardom Kocbekom. 10 let ni mogel objaviti niti pesmi, je bil najbolj nadzorovana oseba. To se pravi tudi tu na levici, moj referat je bil ravno v tem, hegemonija na levici, ali tudi današnje leve stranke, v narekovaju jaz rečem kvazi leve, ker te tako zvane leve stranke nadaljujejo tudi to politiko neoliberalizma. Naše dobre firme bojo verjetno prodane kar v okviru te garniture, ki sedaj vlada. Mi rabimo v bistvu neko pošteno novo levico. Problem ni desnica, problem je levica na oblasti, ki ni levica, ki samo ljudi farba z raznimi mitingi, z stožicami in takimi prireditvami, v resnici leve prave socialne doktrine pa ni v teh strankah. Pa SD v bistvu, recimo, ni SD leva stranka? Ja, SD, poglejte, SD je glasovala proti temu, da se razkrinkajo, obelodanijo škodljive pogodbe, ki so uničevale naše banke. Proti temu je glasovala. To je šlo denar naših davkoplačevalcev. S temi bankami ta stranka je pred leti, ko sem bil jaz tudi žal poslanec takrat, na njeni listi, žal v tem smislu, je, tudi gospod Keber ve, predložila zdravstveno reformo, ki ni socialdemokratska. To se pravi, veste, eno je retorika, gospod Lukšič odlično nastopa, odlično je retorik, polno je, rekel, socialne dogmatike, na konkretnih primerih, kot sem zdaj pomenil, banke. Kdo je prejemal politične kredite? To se ne sme vedeti. In ravno še drug projekt, ki ga je tudi SD vodila, javno-zasebno partnerstvo v javnih zavodih. To je tudi njihov umotvor. Kje je socialdemokracija? Mi rabimo novo levico. Takrat bo Slovenija drugače. Demokratično in novo levico. Zdaj, tu imate nekaj, ne vem, če je ravno vam alternativa, ampak ustanavlja se ta iniciativa za demokratični socializem. Pravzaprav gre za širši koncept. Ki bo prav tako stranka, ki prav tako napoveduje ustanovitev stranke. Tako. In ta stranka se zdaj pogovarja z neko širšo grupacijo, to je koalicija civilne družbe, ki je nastala tudi iz dela obstajniškega gibanja, začenši v Ajdovščini. Zdaj smo imeli v Mariboru še en sestank, ki bi združevala te različne grupacije. V tej grupaciji ne bi bila tudi ta formacija, ki je nekako idejno nastala iz Delavsko-Pankrske univerze. Žal smo hoteli povabiti tudi predstavnike te iniciative, vendar so v tujini. Zdaj, če gremo naprej, gospa Repše, kako vi vidite alternativo v spremembi volilnega sistema ali pa v novih strankah? Malejte, najprej treba razčistiti pojem, da v Sloveniji levice in desnice sploh ni, da je tu vse skupaj eno in isto. Da je bilo tu umetno ustvarjeno iz ene stranke oziroma še iz takratnega CKZ in so se samo malo prebarvali, prerasporedili levo, desno in na tej podlagi se deli narod. Ni nobene levice in desnice tlele. Vsi delujejo skupaj. In mi smo prepričani, tisti, ki so zadnjih 22 let vozili ta vlak, imajo, da razjašajo, da pustijo ta narod, da sprejmemo ta zakon o odpravi privilegijev, ki bo počistil z negativno kadrovsko selekcijo, ker mi imamo v Sloveniji velik problem, ki je rak rana naše družbe. To je negativna kadrovska selekcija, kar pomeni, da na odgovorna mesta kjerkoli pridejo ljudje po vezah, poznanstvih, sorodstvenih vezeh, politični pripadnosti in tako naprej. In treba bo te stvari razčistiti in začeti znova.
Tu neki nove stranke, levo, desno, rdeči, ne vem kašni, brez veze. Dokler ne bomo mi razčistili vzroka, odpravili vzroka, sprememb v Sloveniji ne bo. In bom vprašala tukaj gospoda Kebra, naj se tukaj jasno in glasno izjasni, ali je za ukinitev privilegijev ali ne. Dobro, to je na neke meji, mislim, a je ta zakon podoben temu predlogu, ki ga je pravzaprav omenila tale deklaracija EPP-ja, v bistvu ne, ilustracije. Ja, lejte, to je zdaj ena zelo, zelo zanimiva zadeva, ne. Evropska ljudska stranka je tu predlagala oziroma v bistvu kar na nek način zahteva, da se tu v Sloveniji opravi, ker so tu naredile že skoraj vse postkomunistične države. Zanimivo je, da je to zdaj naenkrat vse potihnilo. Zakaj? Naj, ne vem, gospod Keber, naj poskusi razložiti, zakaj. Zakaj se ne zgodi, da bi tisti, ki tako dobro želite Sloveniji, potegnili za tem, da se v Sloveniji končno opravi ta lustracija, to je beseda, ki se jo vsi bojijo in jo nočejo slišati, verjemite, ampak lahko se imenuje tudi drugače. Lahko se reče odprava privilegijev, če je tu pač ljubše, če je problem beseda. Ampak tu ni nič drugega, kot da se postavi pravična pravna država za vse državljane enako, nobenih privilegijev, ker v demokratični državi nihče ne bi smel imeti na račun nikogar nobenega privilegija, še posebej pa ne tisti, ki so 50 let vzdržali, pomagali vzdrževati totalitarni režim, ker v Sloveniji še ni demokracije. Dobro, gospod Keber, par vprašanj je gospa postavila, ampak vendarle me zanima, kakšno je vaše stališče do teh predlogov? Odpravo privilegijev od ilustracije, ki je bila strani EPP-ja predlagana. Jaz bom težko gospe ustregel, ker me ona očitno pozicionira v eno skupino. Jaz se ne poznam, ona me ne pozna, ona najbrž že ne ve, da v moji starostni skupini sem jaz najbrž, če se sebe štejem, kljub vsemu na nek način med politike, čeprav zdaj 10 let nisem, ampak sem najbrž en od redkih v svoji starostni skupini, ki nikoli ni bil v partiji, ki je imel očeta političnega zapornika in ki je tudi zdaj teh 20 let imam zelo, zelo veliko dokazov, da sem se boril proti temu, kar gospa od mene zahteva, da povem, da sem proti privilegijem. Bom pa zelo z veseljem povedal, da sem bil izključno od začetka, od, če hočete, sodelovanja z ustanovitelji te države, izrecno proti lustraciji. Tako kot, ker mislimo, da lustracija preprosto in se je izkazalo, da je vselej naredila zgodovinske krivice, da je vselej odmaknila neko srednjo skupino krivcev ali pa mnogo nedolžnih in da je še na novo zasekala v narod in seveda tudi zato, ker mi seveda smo za ustrezno kazen ali pa bi bili v tistem času za ustrezne kazni, za ustrezne posledice, ampak nikakor pa ne danes je pravo tako, da odpušča tudi morilcu po 10 letih, da odpušča vsem in da je nikakor ni mogoče za 60 let nazaj lustrirati ljudi, ko imamo zdaj pravzaprav kandidate za nove lustracije in pravzaprav sem gospod razumel, da že govori o novi lustraciji. Ona bi že lustrirala nove ljudi. Zdaj si pa pogledajte, 2 milijona Slovencev imamo. Mi imamo v zadnjem obdobju neke popolnoma nove politike, ki so že aretirani ali pa ki so že sodno preganjani in zdaj ne vem, ali so tudi to prav vnuki teh njenih dedičev iz preteklosti. Jaz zastopam situacijo, da smo v vsakem trenutku, vsakdo med nami je odgovoren ali pa zaslužen za svoje dejanja in vsakdo v vsakem trenutku mora odgovarjati in moramo poskrbeti, da bo odgovarjal. To pomeni, če se s čem strinjam, z gospo, ampak ni tega rekla, ampak morda bi se ona s tem strinjala,
da bi morala sodišča delati učinkovito, da bi morala tisto, kar je še pregonljivo, preganjati, da bi morala sankcionirati tisto, kar se še da, ampak da bi vsi skupaj morali reči, nekatere stvari pa so pozabljene in s tem, če bomo mi iztrebili določeno populacijo, če se zdaj jaz kruto izrazim, a imamo mi garancijo, da bo ta nova skupina, poglejte, gospa pravi, se ne, nič ni potrebno novih strank, najprej počistimo, zdaj me zanima, kdo bo to čistil, če ne bojo stranke, a bojo to se ljudje sami sebe očistili in kdo bo potem tisti, ki bo naslednik. Skratka, jaz mislim, da gre za neke vrste, ima pravico do tega razmišljanja, jaz mislim, da ima pravico, da njena skupina, njena družba to zahteva, ampak mora vedeti, da mora nekoga nasloviti s tem in seveda mora dobiti pristaše, ki bodo potem to tudi znali organizacijsko razložiti, kako bodo to naredili. Jaz mislim, da imamo ta čas mnogo večje in mnogo bolj pomembne probleme, kako bomo bom rekel, razmeroma majhnih človeških kapacitet, ki jih imamo zaradi majhne države, ustvariti boljšo državo. In jaz mislim, da ne preko sovraštva, ne preko delitev, ampak ravno obratno. In to pravi beseda solidarnost. Solidarnost govori o tem, da moramo pri vsakem človeku poiskati njegovo mesto v družbi in mu omogočiti, da prispeva. Kar ne pomeni, da odpuščamo tistim, ki so krivi. Ampak vsakdo mora imeti prav. Dobro, jaz bi predlagal, da na tej točki bom seveda dal besedo, ampak predlagam, da na tej točki pogledamo oglase, pa nadaljujemo po oglasih. Ponovno pozdravljamo, da je vroči stol. Zdaj, če gremo po vrsti, gospod Magajna, kako vi vidite menjavo teh političnih garnitur? A je to z novimi strankami, ne, kot je recimo Solidarnost, ali je to z predlogi, kot jih ima pač gospa, eno je ta zakon odpravi privilegijev socializma in tranzicije in škodljivosti tranzicije, ali je to lustracija, ali kako pravzaprav doseči to prenovo politične garniture? Ja, to je dobro vprašanje, zanimivo, si ga vsi postavljamo, pravzaprav kako doseči. Jaz sem kar malo presenečen, ko sem gledal strukturo v parlamentu sedanjo, ne? Ja. Pravijo, zdaj treba vse zamenjati. Že zdaj jih je skoraj polovico novih, ampak deluje po stari metodi. To so strankarsko podrejeni ljudje. Ne? In če mi sistema ne bomo spremenili, če ne bomo imeli kandidatov volivcev, ki bojo volivcem odgovarjali. Ampak mislite, volivcev kandidatov, ki jih stranke predlagajo? Ali... Ne, absolutno moramo odpraviti monopol strank. Tudi, kako bi pa potem volivci bi morali imeti pod enakimi pogoji možnost, ne vem, toliko podpisov, postaviti svojega kandidata v okraju. Ja. Lejte, če bomo imeli mi lahko vse zamenjamo zdajle. Pravijo ljudje, zamenjati, nas, ko smo bili na oblasti, smo bili na oblasti. In na kakšni oblasti sem bil 2 kratka mandata, pa še takrat sem nemočen, ne. Sem poskušal, pa sem dobil kaj grožnje, ne. Ampak, pogledajte, dokler bodo strankarska vodstva postavljale ubogljive ljudi, bomo spet na istem. Jaz jim rečem, v Rusiji so rekli tem poslancem aparatčiki. Ne? Pritiskajo na knof, ko se z njim pogovarjaš na hodniku, se izmenjaš mnenja, ti da celo prav. Ko pride glasovanja, glasujejo točno po direktivi vodstv strank. Mi moramo ta strankarski, to ne pomeni ukinjanje strank, ampak mi moramo omogočiti, da bodo tudi volivci sami predlagali kandidate. In to omogoča, naprimer, dvokrožni oziroma kombinirani volilni sistem, ki se ga pa očitno te stranke na oblasti bojijo kot hudič križa. Kajti zadeve bi se pa takrat resno premešale. Dobili bi kandidate, ki bi vedeli, da so lahko avtonomni in da se jim ni treba bati, da jih bo stranka izločila iz politike. Ampak kajti, še vedno bi liste sestavljale stranke, ne? V bistvu, ne, mislim. Poleg stranke bi imeli tudi državljanske liste, ne, ki bi pod enakimi pogoji, ne tako, da tam treba zbrati 8000 podpisov, tukaj pa 3 poslance. Ampak v zdajšnjem sistemu lahko samo stranke kandidirajo, ne, v bistvu, ne, to je napaka. Zunaj parlamentarne ali pa parlamentarne. To je napaka in jasno, tu so velike stranke v prednostnem položaju in zadeva se ne bo nič spremenila. Dobili bomo sicer neke nove obraze, ki pa bodo spet glasovali po direktivah. Ne, s čem stranke disciplinirajo poslanca? Mu ni treba groziti. Samo dajo mu vedeti, če ne boš ubogal, naslednjič ne bomo dali na našo listo.
Izven tega pa nimaš nobene možnosti na izvolitev. Kajti tudi medijska zakonodaja je tako narejena, ne? Volilna kampanja, da so te velike stranke privilegirane. Ja, vi ste ravno na tem forumu za novo levico o socializmu in ekosocializmu, vi ste ravno govorili o svobodi medijev, ne? V bistvu, da je pogoj za vzpostavitev alternative zdajšnjemu sistemu v svobodi medijev. Ne? Kaj tako, gledajte, potem sem hotel samo to, če povežemo na volitve, ne? Da če povzemo zadnje volitve predsedniške, ne? Kandidatov je bilo v začetka okoli 10. Ne? Še samih ne vem neštet. Pa kljub temu, da sem v politikih, ne vem naštet. Kandidati, ki so se deklarirali kot kandidati, ampak niso potem pogojev izpolnili, ker niso zbrali podpisov. Ne? Ja, ampak pogledajte, kaj se dogaja 2 meseca, ko se je zbiralo podpisov. Slišali smo samo o 3. Ne? In nekdo, ki zbira podpisov, je bil kandidat, ki mu je manjkalo 200 podpisov, ampak o njem nismo nič vedeli. Ne? In če je ta medijski prostor zaprt, če ljudje slišijo samo o 3 kandidatih, ostalih 7 pa nič, ne? Kako bojo se odločali? Ne? Najprej moramo imeti odprte demokratične medije. To je predpogoj. Volivec ne more zbirati, če ne pozna. Če pozna samo nekatere pa praktično ne sliši nič. In to je izvorni greh. In tudi zdaj bo isto. Spet bojo te elite, ki so na oblasti, dovolile morda 2 listam, da grejo naprej. Solidarnost bo imela promocijo, naprimer gospod Kovšca za Novo stranko, izredno zanimivo stranko, liberalno gospodarsko stranko. Ja, jaz nisem njen član, ampak hočem povedati, zelo zanimiva stranka, katere se pa verjetno nekateri bojijo, naprimer te stranke, ki Državljanska lista ali PS, ki ima malo tangira na njihov prostor. O tej stranki, kaj ve javnost? Morda ena notička kratka je bila objavljena na 3. strani, nobenih intervjujev. Po drugi strani pa gospod Igor Šoltes, pa ga osebno poznam, sva dobro sodelovala, nimam nič proti njemu, 2-3 mesece stalno v medijih. To je zanimivo. Volitve 2011, 2 listi, novi, Državljanska lista, PS, stalno v medijih, ostalih nič. In kako zdaj pa pravimo volivci, odločite se. Volivci ne bojo glasovali za neznane obraze. Ampak recimo v Italiji bi pa Grillo praktično brez medijske podpore dobo 20% ali koliko, v bistvu, iz nič, preko Facebooka in preko teh novih medijev. Ne. Ja, jaz mislim, tako kot pri vstajah. Če niso vstaje medijsko podprte, vemo, ko je bil Janez Janša, so mediji to zelo promovirali, te zadeve. Ko se je umaknil, mediji skoraj niso več spremljali. In preko Facebooka se je zbralo 200-300 protestnikov, zdaj največ 1000 na zadnjih vstajah, ko imamo novo oblast. In če ni podpore medijev, glavnih, jaz pravim dominantnih medijev, to je tudi raziskava v Ameriki pokazala, še vedno se javno mnenje oblikuje na televiziji. Tisti glavni, ljudje so komot, veste. Vse pravijo, ni več televizije, zdaj so internet. Spletni mediji. Ja, to je drugotno. V Ameriki je raziskava, v dnevni sobi se odloča. Torej, kdor ti pride pred ekran v dnevno sobo, ljudje se usedejo na fotelj in gledajo te lepe oddaje in tam se naredi. In zato poteka v Sloveniji, to ne vemo, poteka prava vojna za medije, za te dominantne medije. Kdo bo nadzoroval, recimo javni medij RTV? Dobro. Gospod Keber, vi ste se javili za repliko. Ja, kar nekaj. Najprej seveda vsakdo, ki se hoče artikulirati politično, pravzaprav mora poznati ta prostor in se mu hočeš nočeš, čeprav se soglašam z vsem, kar je bilo rečeno, se mu hočeš nočeš na nek način mora podrediti. Lahko se pa seveda bori za to, da bi bila ta predstavitev novih pravičnejša in bolj enakopravna. Druga stvar je, ki bi hotel povedati, da mi podpiramo ta nemški volilni sistem, ne zato, ker bi bil absolutno najboljši, ampak kaže, da ima najmanj slabosti, največ dobrih stvari. Recimo, da bi ljudje lahko ob vsakih naslednjih volitvah prepoznavali razlike med strankami,
bi morali pa tudi opraviti svojo nalogo mediji. Ne, da takrat pred volitvami primerjajo kravate, če malo pretiravam, ali pa pričesko, ampak da bi dejansko se pogovarjali o tem, kaj so stranke od tega, kar so obljubljale, uresničile. Ker pogledajte, številni programi so zelo lepi. Številne ali pa polovico ali pa 3/4 bi jih z veseljem podpisal. Danes ne samo levih, tudi desnih strank. Ampak resnica je pa potem taka, da pa nastane to, kar smo že danes slišali, preprosto stek, eno zlivanje neke iste ideologije, kjer se bolj vidijo parcialni interesi, bodisi strank ali pa celo osebni interesi in je daleč od tega, kar so stranke obljubile. Če bi mediji opravili to svojo funkcijo, pa ne samo pred volitvami, ampak da bi nenehno terjali odgovore na vprašanje, na obljube predvolilne, potem bi bili lahko ljudje informirani in bi začeli primerjati še kaj drugega, ne pa samo lepoto kandidata. In druga stvar, ki je in zaradi tega mislimo, da je možno, ta nemški sistem omogoča z enim glasom voli za stranko in ti voli za stranko, ki je recimo uresničila tvoj program, in pa seveda kandidata čist drugega, in to omogoča, da se nekateri kandidati promovirajo kot svojo osebnost. Dodatno, kar mi predlagamo... To pomeni, da bi bilo pol parlamenta zvoljeno po strankarskih listih, pol pa po imenih. Tako je. In to bi bilo neko ravnotežje, ki bi bilo zanesljivo boljše. Ampak imenih, ki so na listah strank ali zunaj tega? Lahko to zunaj. Lahko bi bili tudi zunaj, seveda. In tretja stvar, kar bi omenil, čeprav vem, da to pa nikakor ne pride upoštevno za neke bližnje volitve, to, kar smo se doslej pogovarjali, bi načeloma prišlo. Samo morajo se dogovoriti stranke na oblasti, da do tega pride. Mi pa tudi zagovarjamo, da bi vsi skupaj premislili tudi o možnosti za obvezne volitve. Obvezne volitve ne v smislu, da potem državljane, ki ne pridejo na volitve, sankcioniramo, ampak samo, da jim sporočimo, volitve niso samo pravica, volitve so tudi obveznost. V Švici so se do 70 let prejšnjega stoletja ženske borile za volilno pravico. Mi pa danes se nam dozdeva, da je to že kar nekaj, da s tem nekaj sporočamo, ker abstiniramo na volitvah. Ampak veste, politiki, ko vidijo 30% volilno udeležbo, oni imajo lepe odgovore. Dežvalje pa niso prišli, ali pa sonce je bilo, pa tudi niso prišli, ali pa mraz je bil, pa niso prišli. Če pa bi volilci prišli in bi potem ne obkrožili nikogar in bi bil to ne napačno glasovanje, pravo glasovanje. Če bi torej volilci sporočili, da se na primer z nikomer ne strinjajo, če bi bila situacija taka, da se z nikomer ne bi mogli strinjati, potem bi bilo to pa močno sporočilo volilcem. In jaz mislim, da v tistih državah, seveda so v manjšini, ampak jih je 20 do 30 takih v svetu, ki imajo obvezni volilni sistem in ni nobeni ne pade na pamet, da bi ga ukinili. Zdaj, če vas vprašam še kaj, prej v bistvu gospod Magajna rekel, kdo bo pravzaprav, je gospod Šoltes recimo kandidat za vodenje te stranke ali pa gospod Cerar, v bistvu, ki se omenjata, mislim, ali se bo to ona pridružila ali... Poglejte, ona dva sta že sama od sebe sporočila, da se želita širše postopno vključiti v ta politična prizadevanja in kaj bo pokazala prihodnost, ne vemo. Vsekakor bi pa rekel že nekaj, kar danes še nismo rekli. Ali boste nastale zdaj 2 stranke ali 3, naša želja, solidarnosti, in tudi zato smo toliko časa odlagali ustanovitev stranke, mi smo si želeli, da bi se čim več ljudi skupaj povezalo v ustanavljanje ene stranke. Ker smo deloma uspeli, nekaj skupin je prišlo in to močnih skupin v to, druge bodo poskušale svojo pot, bo zanesljivo nastopil plan B in plan B pa je seveda predvolilna koalicija in tukaj sem prepričan, da bo to široka koalicija, ki pa ne bo na tej liniji levo-desno, ampak bojo morale biti te ključne vrednote, ki jih bojo te stranke zastopale. Ampak koga, recimo, če sem konkreten, koga vidite v bistvu v takej koaliciji? Je to, ne vem, Trs ali gospod Magajna? Absolutno da. Moj odgovor je da. Ja. Skoraj se ne znam predstavljati, koga ne vidim od tistih, ki napovedujejo. Veste, jasno, da je potencialno, da je potrebno imeti neko zavoro. Recimo, če se bo v programih teh nastajajočih strank postavile neke nemogoče
ne vem, ideje, ki ne bi šle z nami, ampak načeloma to, kar izjavljajo doslej, da jim gre za spremembe, da jim gre za drugačno politiko, da nasprotujejo temu brezdušnemu neoliberalnemu kapitalizmu, to pa so temeljne vrednote, ki nas povezujejo. In koga pričakujete še pravzaprav iniciative za demokratični socializem, to oni tudi napovedujejo stranko in... Jaz, da na kratko rečem, težko bi in mislim, da bi povedal nekaj, kar ne bi bilo korektno. To morajo povedati tisti, ki omenjate. Ampak skoraj zanesljivo si pa upam trditi, ker je pa to marsikdo od teh skupin ali pa posameznikov, ki jih omenjate, in mi smo se velikokrat srečevali, vsakdo je pa rekel, nujno moramo nastopiti skupaj. Ampak to pomeni, v bistvu, zdaj, če gledamo recimo sedanjo strukturo parlamenta, to pomeni, da to vendarle ni v interesu recimo PS ali pa SD, ali pa ker bo to pravzaprav pometlo s temi strankami, če bo tako uspešne kot je predvolilna. Poglejte, jaz bi rekel maksimalno skromno, pa ne samo skromno. Jaz mislim, da je iz istega razloga, kot smo malo poprej govorili o lustraciji. Iz istega razloga bi trdil, v trenutku, ko bo nastopila ideja o neki koaliciji, bodo tiste najbližje stranke, tudi jaz nikakor ne izključujem parlamentarnih. Bojo primerjale svoje programe, si bodo povedale, na kaj so lahko skupni cilji, in v tistem trenutku bo to odločala koalicija. Zame je to Ste pa privrženec tega, da se naprej napove, kdo nastopa v koaliciji, da se pred volitvami napovejo te zadeve? Ja, pred volitvami mislim, da se bo to zgodilo, ker sicer, da rečem zelo pragmatično, državljani, volilci morajo vedeti, komu gre njihov glas. Dobro. Mogoče še gospa Repše, mislim, že nekaj časa niste imeli besede, kako gledate vi na... Ja, lejte, zdaj bom jaz rekla nekaj, kar najbrž pač ne bo všeč. Gospod Keber je zelo spreten manipulator, ne. Mislim, da je tudi tu že veliko ljudi opazilo, da je zelo odličen retorik, spretno spreobrača besede in tako naprej. Lejte, lustracija je pravzaprav lahko zelo enostavna zadeva in tudi na nek način zelo neboleča. Sej ni nujno, da se sploh uporablja beseda lustracija. Lahko se tudi reče, kot pravi gospod Keber, odpuščati, pa ne sovraštvo in ne vem kaj. Tukaj ne gre za nobeno sovraštvo, nobena maščevanja. Gre za to, da poiščemo odgovornost, ker je iz Slovenije ušlo ven preko 100 milijard davkoplačevalskega denarja, narodovega denarja. Kje so te milijarde? In stvar ni v tem, lejte, treba bo poiskati odgovorne. Ni težko. Sigurno ni težko. Če je volja, lejte, vodstvena, vodilna mesta v javnih službah, državni upravi, vse posod, prvi, drugi, tretji nivo, se pravi šef, podšef, namestnik, glave je treba odstraniti. Ampak zdaj mislite, da to ni možno preko pravosodnega sistema oziroma preko tožilstva, policije, v bistvu pravosodja? Mislim, kaj se hecate, no. Pa sej vse zlizano skupaj, no, dajmo si enkrat naliti čistega vina, no, že enkrat. Res, mislim, zdaj pa res ne razumem tlele eno samo sprenevedanje, no, v tej državi. Ne, ampak kako bi, Ana, lahko razložite, kako bi izgledala ta lustracija oziroma ta odprava privilegijev, čisto na konkretnem primeru? Kdo bi bil ta človek oziroma tera institucija bi to naredila? Treba je sprejeti zakon OPS o odpravi privilegijev socializma, ki 80% državljanom izboljšuje življenje. Kar pomeni, v Sloveniji smo razdeljeni na 20% privilegiranih državljanov, ki uživajo razne privilegije, od borčevskih pokojnin, družinskih pokojnin na nobenih osnovah, najboljše službe, lahko poskrbijo za svoje otroke,
Vemo, kaj se dogaja, razni škandali, afere, nobena nima epiloga, noben ni obsojen. Zdaj, gospod Keber je sicer omenil, da se v zadnjem času nekaj dogaja, ampak glejte, tu so žrtve na jagnjeta. Nekateri pač nismo tako neumni, da tega ne bi videli. Stvar je v tem, da kadruje se na položaje iz 20% kadrovskega bazena. Ostalih 80%, ki ne pašejo nikakor tukaj zraven, pa sploh ne pride zraven. Lejte, podatek, zelo pomenljiv podatek je ta, da se iz Slovenije izseli vsako leto preko 8.000 pametnih, izobraženih mladih ljudi. Torej je nekaj s to državo narobe. Ali je vse v redu? Če vas vprašam konkretno, kdo bo ugotavljal, kdo spada med tistih 20%, kdo pa med 80%, kdo uživa katere privilegije? Poglejte, pa se to se da ugotoviti iz zgodovine, no, pa dajmo enkrat nehati, lejte, začnemo leta 41. Ali je to kakšno ilustracijsko sodišče, ali kdo bi to v bistvu ugotavljal? Mislim, kako bi to izgledalo v praksi? Lejte, ni treba nobenega ilustracijskega sodišča. Sodišče bi pravzaprav moralo že zdaj, oziroma bi lahko že, lejte, da začnemo še malo nazaj. Ta zakon o odpravi privilegijev socializma je bil predlog in kot zakon že predan gospodom, ki so bili takrat na oblasti, leta 96 oziroma 97. In se od takrat ni zgodilo nič, to je tabu tema in je očitno tabu tema še danes. Verjetno ni bil sprejet v državnem zboru, ne, v bistvu, ne, mislim, če bi bil sprejet, bi se izvajal. Oziroma ni bilo večine za to, ali kako, mislim, ne vem. Dejte, no, lejte, ljudje najbrž, ki so noter v sistemu, ne bojo sami sebe lustrirali, ne, je res. Kar pomeni, da morajo ljudje razumeti, kaj pomeni ta zakon, kaj ta zakon prinese in da se potem, ko je dovolj veliko število ljudi za ta zakon, se ta zakon sprejme. In potem sprejmemo nov družben dogovor in se zavestno dogovorimo, kaj, kako bomo naredili naprej. Ker tu, kar imamo danes, lejte, oprostite, vsi prisotni tukaj, tu je navadna štala. Res. Navadna štala. Mislim, to je dobesedno norčevanje iz ljudi. A je kaj drugega mogoče, no? Dobro, gospod Magajna, vi ste hoteli replicirati. Ja, lejte, oba sva bila za Dušanom takrat v Demosu, demokratični poziciji, in ta tema je bila v ilustraciji zelo prisotna. Nekateri odločno proti, nekateri za, nekateri smo pa malo bili v nekem umestnem, in tudi jaz sem imel to mnenje, jaz mislim, da smo malo zamudili, ne. Takrat bi še lahko nekaj stvari razčistili. Jasno, se to malo teže, ker imamo že vnuke, ne, teh ljudi, ki so bili mogoče bivši funkcionarji. Jaz sem bil za neke vrste delno ilustracijo, ki bi se omejila ne na člane, ne se pa Bog ne daj na nekega, ki je bil član Zveze komunistov. Tudi jaz nisem nikoli bil, vendar imam veliko kolegov, ki so bili člani. Na koga pa potem v bistvu? Na funkcionarje partije in recimo rečemo kar primer. Sodnik, ki je bil udeležen v nekem lažnem monteranem procesu, kjer se je eklatantno kršil človekove pravice z lažnim pričam, z lažnimi dokazi, ta sodnik ne bi mogel več upravljati svoje funkcije. To je v bistvu, zdaj, jaz sem pač delal te oddaje že in so mi povedali, da v bistvu edina ilustracija, ne, ki je bila ravno v sodstvu, ne, da so ti sodniki bili umaknjeni. Ne. Zdaj, v bistvu, to vse tako pravijo, da je ta zakon v bistvu takrat že te sodnike. Ja, to sem slišal, zdaj, kako je bilo to natančno potem operativno izvedeno, to je eno, in pa predvsem bi rekel te vodilne funkcionarje, potem tudi funkcionarje tajne službe, ne, mnogi od njih, ne, leta 90 je partija zelo dobro vedela, katere ljudi predtem, ne, nastaviti na ključnem, torej funkcionarji UDBE so prevzeli vodilna mesta v gospodarstvu in v medijah, ne, tudi v medijih so jih inštalirali. Lejte, nekdo, ki je bil v politični policiji, ja, ne more potem biti na vodilnem položaju v novi družbi. To se pravi, treba bi bilo ne samo sodnike, to se pravi razširiti na te ljudje, ki so, dal skupni imenovalec,
ki so bili udeleženi v kratenju človekovih pravic. Ti ljudje ne bi mogli biti na vodilnih položajih. To se pravi Ne bojo veseli, da niso prišli v sodne postopke, mogoče da bi tudi kdo moral, ne? Nikakor pa ne lustracijo izvajati na nekem članom Zveze komunistov, ki je mogoče bil pošten komunist ali socialist. Poznam mnogo aktivistov socialistične zveze, so bili tudi kristjani, ki so se vključili v sistem, ampak so delali dobre stvari. Dobro. Gospod Keber, se javlja za repliko. Meni je hudo, jaz sem upal, da ne bom v debati o lustraciji. Zdi se mi, da čeprav sprejemam, da nekateri ljudje mislijo, da je to ključno. Jaz to sprejemam, ampak ti ljudje so danes stari 80 let. Poglejte, jaz sem rojen po drugi svetovni vojni, pa sem star 66 let. Mislim, koga bomo danes lustrirali? Danes dikcija gospe, moje sobesednice, govori največ o lustraciji nekih novih ljudi, o sinovih in o vnukih, ampak v tem kontekstu bi pa rekel, v tem primeru pa mora delovati zakon. Po vsem svetu deluje nepopolno, včasih zločinci ostanejo na prostosti, včasih zakon potegne pravično potezo, upam, da velikokrat to naredi, ampak oprostite, jaz zdaj ne bom splošnega koncepta razvijal, če rečem, da je ta hip zločincev in pravih zločincev nesporno mnogo več kot ne v Sloveniji, ampak v nekaterih drugih državah. Cel svet bi potem moral, ki dela vojne, ki ubija milijone ljudi, kjer se kopiči bogatstvo, kjer nekateri bogati so v času 5-letne krize postali za 40% bogatejši, ne Slovenci. Vse to se nam dogaja v svetu, v nekem pravosodnem sistemu, v demokratičnem sistemu, ki deluje, kakorkoli deluje. Mi lahko kličemo po neki revoluciji, ampak vemo, da se tudi revolucije ne končajo dobro. Tudi revolucije pogoltnejo svoje otroke. To pomeni ta hip, dokler ne bo prišlo do neke nove genialne ideje, kako bolje in bolj pravično regulirati svet in kako bi frustrirani, razočarani, ponižani ljudje prišli do svoje besede, je edina ta hip borba preko demokratičnega. Ja, ker v nekem trenutku je bilo, mislim, ko sem jaz gledal, ko smo gledali te demonstracije oziroma vstaje so, pravzaprav je bila ideja ljudske skupščine oziroma da se razpustijo vse demokratično izvoljene institucije in da vse to ima pravico, ampak pogledajte, jaz ne bi kot gospa meni zelo nekorektno skoraj zmerja tukaj preko, ne vem, kaj o meni ve, ampak fajn bi bilo, da bi potem povedala. Absolutno bi me odlustrirala in ji dajem absolutno pravico, da tako misli. Ampak pogledajte, morajo biti dokazi v enem pravosodju. Mislim, jaz dopuščam, da protestniki vpijajo. Vse tem je problem, da so protestniki utihnili, je seveda, mislim, da je večina spoznala, da je čas za aktivnost, da je čas za vključitev v demokratične procese. Jaz mislim, da niso za dolgo umoknili, da se bojo protestniki vrnili takoj, ko ponovno ne bojo, ker zdaj je le neko občutek, morda se pa nekaj počasi spreminja. Ampak tisti hip, ko bo ta vlada naprej še korakala v tej svoji nespametni privatizaciji socialne države, v tej nespametni razprodaji vsega, kar imamo, zato da bi iz nas naredila neke hlapce, nekim lastnikom v tujini, mislim, da bojo protestniki še prišli na ulico. Ampak vmes pa se moramo skušati boriti z demokratičnim mehanizmom. Dobro. Jaz predlagam, da pogledamo glase, pa nadaljujemo takoj po glasih. Ponovno pozdravljanje, odaj vreče stol. Zdaj, gospod Magajna, kako rešiti te zadeve okrog teh pobud vstajnikov, ki so bile po neke neposredni demokraciji oziroma uskladiti z sistemom strankarske demokracije. Ne? Zdaj vemo, da so bile neke pobude. Tako, ja. So bile ideje, ne, ukiniti vse inštitucije, ne, ampak to je zgodovina, kdor je malo bral Bakunina, pa teh anarhiste v zgodovini so se tudi zauzemali, da je treba najprej vse inštitucije ukiniti, pa bo kar, kaj bi bilo. Mahijske tolpe bi vladale, ne, v svetu. Torej, rabimo državo, rabimo inštitucije, ampak rabimo tudi demokracijo, ne. Poglejte, kaj je, zdaj smo v enem začaranem krogu. Ne? Te stranke, ki so na oblasti, so si prilastile tudi medije. Ne?
vaš medij ne, ampak takih je malo, ampak to niso dominantni mediji. Veste? In oni dirigirajo pravzaprav volilno kampanjo. Ne? In ne bodo dopustili, da bi se nekaj novega pojavilo. Ne? In to je ključni problem, da pač te nove stranke, ki se ustanavljajo, oziroma neke nove iniciative nimajo možnosti dostopa do medijev oziroma promocije in potem tudi nimajo možnosti na volitvah. Mi se borimo v koordinaciji neparlamentarnih strank, da bi zunaj parlamentarne stranke imele enakopravnost, enakem dostopu do medijev v kampanji. Kajti kako bi ljudje nekoga volili, vsi želijo novost, vendar ne bojo volili tujca. Noben, to je že socialne psihologije, vemo, tujc, tudi če ti je na prvi pogled simpatičen, ga ne boš sprejel v srce. Mislite človeka, ki ga ne poznaš? Tako, ga poznaš 5 minut. Ne? In to je poskrbljeno, da nekateri pridejo in jaz se bojim, da od teh novih strank bodo samo tiste, ki jih bojo te elite, ki so zdaj na oblasti, rabile za kasnejše koalicije. Tem bojo odprle medijski prostor, ker namreč te stranke so uzurpirale, niso ugrabile samo državo, najprej so ugrabile medije. In ker imajo medije v rokah, oblikujejo javno mnenje. Nekdoga dobrega kandidata lahko očrnejo, naredijo afero, ga pokažejo v slabi luči, nekaterega drugega povzdignejo v nebo, oziroma že to, da v njem vsak dan pišejo. Mi bi morali imeti ne samo enakopravnost, pozitivno diskriminacijo, to se pravi, novi stranke, novi obrazi, novi kandidati bi morali imeti več medijskega prostora. Zakaj? Zdaj je tako, da je na RTV-ju, javnem zavodu, novim strankam dodeljeno 1/3 skupnega časa. In to v negledanih terminih, tako naredijo. Kako se bo ljudje odločali za te? Mi bomo imeli pozitivno diskriminacijo. Da volitev, oziroma da zunaj parlamentarne stranka enostavno ne morejo računati na medije. Ne morejo, ker te, ki bojo prišle noteri, bojo prišle v soglasju z velikimi strankami, ki jih bojo rabili za to, za kasnejše koalicije. Veste, velika stranka ugotovi, da ima premalo glasov in preko svojih medijskega omrežja spromovira novo stranko, ki bo potem prišla v prag, ki pa spet ne sme biti premočna. Vse to se tudi na desnici dogaja, ne samo na levici. Recimo, v bistvu, kje? Poglejte, kaj se je zgodilo. Leta 2011 sem natančno analiziral te volitve. Očitno je bilo tem stricem pa botrom, medijskim botrom, da prideta v 2 novi listi v parlamentu. To je Pozitivna Slovenija. Tako, o njih smo slišali vsak dan. Bilo še polno novih strank, o njih nismo slišali praktično nič. In normalno, da so javnost je potem hotela novost in so volili te stranke. No, se jezijo. No, se ta stranka na 3%. Ampak takrat je bila izredno popularna. Zmagala je na volitvah. Tako, kršili so celo zakon v volilni kampanji na RTV. Kjer bi morali biti, oni bi morali biti v sklopu tistih, 1/3 sklopu, bi imeli biti tistih par minut na razpolago, o njih smo pa vsak dan ure in ure lahko poslušali v teh novih 2 listah. In gledajte, tako ta sistem deluje. Nove stranke bojo samo tiste, ki bojo te veliki dovolili, da so. To je tako. Kaj pravite? Ne, ga osebno. Samo morda še sam ne ve vsega tega. Kako deluje ta sistem? Kdor ima medije, ima oblast. In v Sloveniji poteka vojna za medije. Kdor ima propagando, dobi. To je stara zgodba. Lejte, čim smo dobili splošno volilno pravico, te prve volitve so bile take splošne na Finskem leta 1907, zdaj je že malo 100 let, pa še 7 let od tega. Takrat so te elite vedle, da so odvisne od volivca. In njihova logika je bila to. Če bomo imeli propagando v svojih rokah, bomo zmagali. Koliko gre v ZDA, recimo, za kampanjo, to bi cel kontinent nahranili. Toliko denarja gre, te glavne stranke imajo za sabo take lobije in toliko denarja, gre za to, da ljudem perejo možgane. Mi bi morali imeti posebne oddaje za nove obraze, nove stranke, ker zakaj govorimo o pozitivni diskriminaciji. Te novi obrazi, nove stranke bi morali imeti več časa v promociji, kajti te, ki so na oblasti, jih gledamo 4 leta. Novih pa gledamo 4 minute. Ampak kako si pa bolj razlagate to visoko podporo solidarnosti? Jaz mislim, da so da levica, ki je trenutno, pa zmeraj rečem kvazi levica, ker to ni levica, rabi novega partnerja za bodoči parlament.
tako jaz gledam, ne osebno, gospoda Kebra zelo spoštujem, bil tudi zdravnik mojega očeta, izredno profesionalno, etično delal svoj poklic, ga spoštujem. Ne vem pa, če on vsega se zaveda. Glejte, koliko pozornosti je doživel Igor Šoltes, ki se je računa, da bo ustanovil stranko. Ne? Ali pa Miro Cerar, v bistvu. Tako, dobesedno so testirali, celo ankete so delali, Šoltes še ni ustanovil društva, so bile že ankete, koliko bi on dobil na volitvah. Zdaj se govori, koliko bi Solidarnost dobila na volitvah. Zakaj pa o gospodi Kovšci, o liberalno-gospodarski stranki, ima izredne dobre kadre, ne? Ima to strukturo obrtnikov in podjetnikov, ima razdelan program o njemu, zakaj pa o njemu ni nobene ankete? Če sem samo dva primera o Solidarnosti se bo govorilo, zato ker je to bodočni partner, recimo SD-ju ali Pozitivni Sloveniji, ker ga rabi. Gospod Keber, pa pravite na te izzive, v bistvu. Jaz mislim, da le ni korektno, da on interpretira, komu bomo mi partner, oziroma ali kdo bo vam partner. Skoraj hlapčevali. Res bi pa rekel to, da je prav gotovo in da je pravzaprav treba priznati realnost, da se parlamentarne in tudi zunaj parlamentarne stranke med drugim tudi razmišljajo, kako in v kakšnih koalicijah bi prišle na oblast ali pa ohranila oblast. Jaz mislim, da je to celo legitimno, da o tem razmišljajo. To pomeni, če zdaj, na primer, kdo razmišlja, kako fajn bi bilo, zdaj bom pa rekel, sodelovati s krščanskimi socialisti in se z njimi povezuje in se staja, je to samo zelo dobro. Ampak osnova je kljub vsemu to, da ko nastajajo te poskusi, jaz mislim, da je to tudi to želja medijev, da bi ustvarjali politični prostor. Mislim, mi smo prepojeni s tem, da če nimaš karizmatičnega voditelja, pozabi, program ni važen, voditelj mora biti karizmatičen, on mora tudi kidati gnoj, če je potrebno, ali pa kaj drugega početi, in potem boš zmagal in lahko ponudiš karkoli, ker programa nihče ne bere. In potem nenadoma začenjajo vsi iskati te potencialne prepoznavne voditelje. In tako naprej. Jaz bi pa rekel, da ta hip bi rekel obratno, ta hip je moj občutek, da se družno parlamentarne stranke borijo proti kakršnemu koli razširitvi spektra strank. Naprimer, razmišljajo o dvigu praga na 5%, ukinjene so, če se ne motim, so donacije strankam, to pomeni, da neparlamentarne stranke lahko delujejo, mi zbiramo lastne prispevke, da bomo organizirali kongres in to bomo še delali nekaj časa. To, kar pa se strinjam s kolegom Magajno, ampak z neko zavoro ne. Veste, ni mogoče, da kdorkoli se pojavi. Lahko se pojavi 1000 posameznikov, pa hoče glas na televiziji. Ampak, naprimer, če bi bil nek dogovor, da ko neka skupina državljanov, lahko tudi civilno-družbena, začenja pridobivati svoj glas v javnosti, neko odraz v javnomnenjskih anketah, lahko naredimo še neke druge parametre, kako bi to merili, da v tem primeru, v tem trenutku, pa ta skupina, ne ena sama, dobi neko bolj pravično udeležbo, kako lahko predstavlja svoj program. To se mi zdi pa korektno, ker sicer so pa res odrinjene, ne? In jasno, zakaj se je to zgodilo pri Pozitivni Sloveniji, ponovno dva momenta, zelo jasna. Ena, karizmatičen voditelj, in druga koncept, da je potrebno proti enemu karizmatičnemu voditelju desnice postaviti še enega karizmatičnega voditelja levice. To je čisto preprosto. Tukaj je dobesedno udeležba medijev pri generiranju volilnega rezultata. V tem smislu se strinjam. In lahko bi, ampak spet ne bo prišlo drugače kot preko dogovora, ampak nažalost ravno teh parlamentarnih strank. Ali bodo priznale, da je trenutni sistem premalo pošten, da bi morali dopustiti, da ljudje slišijo, kaj ima kdo drug zapovedati ali ne. Ja, zdaj v bistvu ravno zadnji sestanek pri predsedniku države, parlamentarne stranke so sicer rekli, da so blizu sprememba volilne zakonodaje. Ja, mislim, so povabili. Lejte, lahko se mešam, v koordinaciji neparlamentarnih strank smo pričakovali, da bo gospod Pahor, predsednik vseh Slovencev in vseh političnih grupacij. Koliko je teh v koordinaciji neparlamentarnih strank? Koliko je teh strank? Strank je več kot 70, neparlamentarnih potem, tako da skupaj je že blizu 80 strank. A res?
Ja, v tej koordinaciji se je vključilo najprej 24, pa še kasneje 15. Imamo pravzaprav najprej bil neki izgovor, ja, sej, a ste sploh med sabo enotni. Mi smo zelo enotni v 2 točkah. Ne? In mi smo želeli, da nas gospod Pahor sprejme. Stali smo na Rjavčevi, zahtevali sestanek nič, ne? Sekretarka kabineta se je zelo trudila, da bi organizirali sestanek, vendar se Pahor dobesedno ignoriral. Na mrazu pri -2 smo, dobro, ni bilo tako hudo, smo preživeli tistih nekaj ur. Ne vem, kje je bil takrat gospod Pahor, mogoče je delil brezdomcem kakšne ideje, ne? Jaz ne vem, kje je bil, nas noče sprejeti. Kajti on se je že odločil, ne? Za osebno, jaz vem, kakšen je mnenje, ampak on ne sme svojega osebnega mnenja forsirati. On se je odločil za korekcijo tega sistema, ki je za mene samo farsa ali lepotna. Ja, preferenčni glas, ne? Znotraj stranke. Pa ukinitev volilnih. Ja, okraji bi se ukinili in lahko pač volivc pa se odloči za SD in znotraj lahko zbira med njihovimi kandidati. Izbere v bistvu on svojega favorita. Ja, ampak samo v okviru tiste stranke ne more pa, kot dopušča nemški sistem, še svobodno z drugim glasom, kot je rekel. Samo kaj je problem, ne? Ta kombiniran sistem je že v proceduri, ampak v njem se zadnje leto praktično, če ne bi mi silali, se sploh, to je tabu tema, o tem se ne sme govoriti, se sploh ne govori o tem sistemu. Zdaj, če še mogoče nadaljujemo, ne, mislim, Janez Janša pravi, da je ključen problem večinski volilni sistem v Sloveniji. Jaz bi samo najprej eno repliko gospodu Kebru, ne, lejte, jaz vas nisem popolnoma nič zmerjala, resnica pa ponavadi je žaljivka, zmerljivka in ne vem kaj še vse. Jaz sem samo rekla, da ste zelo spreten manipulator in nič drugega. To je žaljivka. Ne vem, če veste, ampak to je žaljivka. Ja, lejte, pač, ja, zlasti, če tega ne morate dokazati. No, na to, lejte, nekateri pač tudi beremo. Voditelj oddaje opozoriti. No, sej, jaz mislim, pa mogoče bi jo zdaj moral opozoriti. Da povejte, res nima smisla, sebinski zadeva, v bistvu ad personem, dajmo ad personem. Odigramo na to, da bo gospa dobila v meni nekaj. Mislim, če lahko še vprašam, kaj vi pravite o volilnih sistemih, a je problem volilni sistem, večinski volilni sistem? Ma lete, ni problem volilni sistem. Slab volilni sistem, sem že prej povedala, tu je posledica. Mi rabimo kadrovsko prenovo slovenske družbe, kar pomeni, da bodo na vsa odgovorna mesta izbrani ljudje po načelu pozitivne in poštene kadrovske selekcije, ne pa po nekih merilih, vez, poznanstev in sorodstvenih vezi in tako naprej. Če vas vprašam, recimo, mislim, bom vprašal neko konkretno zadevo, jutri bo objavljeni rezultati stres testov, v bistvu, po jutrišnjem. Ne, jutri. A jutri. V bistvu, kako bi vi rešili ta problem v bistvu bančne luknje oziroma kako ga vi razlagate? Ma lejte, stvar ni težka. Kje so bili nadzorni organi, kje so bili nadzorni sveti, tu vse obstaja. Imena so znana, kdo je kje bil in nehajmo se enkrat sprenevedati, no. Mislim. No, ampak kako bi zdaj preiskave tečejo in zadnjič je bila tiskovna konferenca? Lejte, denar kraden nazaj iz davčnih oaz, ne vem od kje, sicer vsi kričijo, nič se ne da, ampak lejte, vse se da, če je volja. Od malega državljana vse poberejo, če je volja. Ja, tudi 0,03 evra. Hotla sem pa še nekaj reči, pa ste me pol prekinili. Če se navežem na gospoda Magajno, o ugrabljenosti medijev. Lejte, zakon o odpravi privilegijev socializma je bil 2 leti in pol nazaj vložen. Danes poslušamo iz javnih medijev propagando za zakon o konoplji. In se vprašamo, kako je možno, da zakon, ki bi 80% državljanom izboljšal življenje, ni vreden, da se ga povoha, da se ga omeni v medijih. 2 leti in pol je blokiran v parlamentu in v medijskih hišah. Zdaj bom pa še gospodu Magajni postavljeno vprašanje.
vi ste to pobudo podpisal, pa me čisto konkretno zanima, zakaj ste jo pravzaprav podpisal, če ste niste nekako prepričani v stvar, ne? Ker jaz na primer, stvari, v katere nisem prepričana, ne podpisujem, ne? Pa me pač zanima, no. Ja, ne vem, če sem na vrsti k besedi, lahko povem. Izvolite. Načelno, jaz sem bil že leta 90 za to, da se lustrela vse funkcionarje, ki so sodelovali pri kršitvi človekovih pravic in so tudi vodili neko politiko, bili predstojniki teh služb, na primer službe državne varnosti, ali pa tudi so kot člani te službe sodelovali v političnih pregonov. Glejte, Kozbekov krog je bil nadzorovan z približno 100 operativci, torej toliko ljudi se je ukvarjalo z njim. Vse to je bilo nezakonito, celo po tisti zakonodaji. To so imena, ki se da dobiti in pač te ljudje ne morejo upravljati potem, jaz pravim, če so delali nečasno, naj bo vesel, da niso prišli pred sodišče. Jaz sem načelno za to, vendar je treba le tehnično zadevo tako speljati, kot ste vi že z vprašanji, kako to dejansko speljati, kdo bo to speljal. In tu je treba pa zadeve operativno sploh še videti, jaz se bojim, da je to zamujena priložnost. Ne? Te glavni, ki so res bili udeleženi v kršitvah človekovih pravic, ne? In so potem še zasedali in kandidirali celo na volitvah, ne? Te so res danes že v penziji ali kje v večjih loviščih. Ja, zdaj, kako to speljati, to je pa zame dilema. Ne povem eno anekdoto. Mojega očeta kot majhnega političnega zapornika, pa kljub vsemu 11 let zapora, so spremljali do njegovega 75. leta, temu se je reklo operativno spremljanje, in v teh spremljavah sem bil jaz sem sebe videl, kasneje sem prebral te dokumente, kjer je jasno pisal, od takrat, ko sem bil 2 leti star in sem nastopil na sodišču kot sin obtoženca, do takrat, ko sem bil zdravnik nekoga, ki ga spremlja državna, ali kakorkoli se imenuje. To je potekalo. Zdaj pa, oprostite, gospod Magajna govori o teh miličnikih ali pa kdorkoli je hodil po stolpnici, v kateri jaz še danes živim. Še danes v njej živim in so spraševali sosede od vrat do vrat, kako pa se kaj obnaša gospod Keber, in potem so pisali, sprejema tuje državljane, je odklonilen do sedanjega sistema. In zdaj ti mali ljudje, ti mali operativci bi jih vi zilustrirali kaj. Te ljudi, mimogrede, so že vsi mrtvi pri gospodu Kozbeku, ali pa skoraj vsi, ki jih je 50. Hočem povedati, da je to dobesedno, mislim, kot je to seveda grozno, da smo skozi to šli, ampak lustracija ni odgovor. Lustracija tudi leta 91 ni bila in jaz sem osebno ponosen, da nismo šli v to. In nekoč bo zgodovina rekla za Slovenijo, to je bila ena od redkih držav, ki ni šla v to. Mimogrede, morda je bilo za to prvih 10 let malo boljših kot drugih 10 let. A se noben ne sprašuje, da imamo mi pravzaprav v tej novi državi 2 obdobji, da imamo prvih 10 let, do leta 2005, ko je pravzaprav Slovenija bila do tujine neto upnik, ne neto dolžnik. Neto upnik, in da se je od leta 2005 začela ta stvar, ki je pripeljala do tega zloma. Mislim, pa spet nočem politizirati, mladi, stari, novi in tako naprej. Ampak prenehajmo se o tem, mislim, dobro, ne morem preprečiti. To bi bila tudi moja lustracija govora, da vam preprečim, da se še naprej pogovarjamo eno uro. To se pravi, vi vidite izključno skozi ustanovitev novih strank, vstopa novih ljudi v politiko, v bistvu rešitev. Ne pa z novimi programi. Mi moramo novi ljudje so premalo, če nimajo kaj povedati. Morajo biti novi programi, o tem smo se pogovarjali malo, ampak se tudi zelo težko povedati. Danes se pravzaprav cel svet sprašuje, kaj je alternativa neoliberalizmu. Ampak k sreči nastajajo programi. So sposobni ljudje, ki pišejo te programe, seveda so ti programi napadani. Napadani pa niso od nekdanjih komunistov, napadani so od novih kapitalistov. Mi imamo nove nasprotnike. Popolnoma druge, to ni več tisto izpred 50 let. In če je že treba
klicati na borbo proti komu. Je to borba točno proti temu, kar nam iz celega sveta preko Evrope udira v Slovenijo. Najprej spontano, preko naših raznih emisarjev, zdaj pa dobesedno Evropa pritiska. Poglejte, kaj počne Evropa z nami. Ima večjo stopnjo socialne države. V Evropi v povprečju je na primer v zdravstvu večino javnega. Večino, 85%. Mi imamo že danes samo 70% javnega, ampak Evropa pravi še oklesti javno. Kako je možno? Kako je možno, da ta Evropa, ki sama sebi bogatejši del, naprimer Nemčija, jemlje neverjetne kredite po 0,8%? Ta ista Evropa, ki pravi, da smo mi solidarna združba držav, pa nam daje kredite po 5%. A je to dobro, da takrat, ko je država v krizi in je tvoja partnerica, no še zadnje govorimo o bodoči federaciji in ti nam daje 5% za kazen. To je, vprašite, podobno, kot če bi bil nekdo bolan, ne? In da bi temu bolniku potem še 3-krat podražili zdravila, zato ker je kriv, da je bolan. Jaz bi samo še nekaj, no. Moram zdaj reči, da je gospod Keber povedal eno zelo dobro zadevo in sicer o tem, da bi bilo se fajn pogovarjati o stvareh. Lejte, naše civilno gibanje obstaja že več kot 10 let. Pa mislite, imate možnost, brez da se strankarsko angažirate, da boste... Lejte, ne, čakajte, pejva lepo po vrsti. Organizirali smo tudi tiskovne konference, obvestili smo medije, urednike, novinarje, imeli smo shode pred parlamentom. Tudi letos, na 8. februarja, prvi smo napovedali protestni shod, miren. Papirje smo imeli vse urejene, tako kot je treba, prijavljen shod, ampak v medijih se je govorilo o dveh, o VLV in Zboru za republiko. Torej, velja in deluje še vedno popolna cenzura ljudi, ki se ukvarjajo ne s posledicami, ker večina se ukvarja s posledicami. Lejte, posledic je ogromno. In če mi recimo en zakon, rečemo zdaj, ki je aktualen zakon o konoplji, tu je en mali požarček in mi ta požarček pogasimo, na drugem koncu izbruhne 5 novih požarčkov, piroman pa hodi okrog in požiga. In bom čistko rekla, še zmeri tudi vas vprašam, kako je možno, da v demokratični državi ne pride, pozabila sem prej omeniti, vložitev zakona OPS, ki ste ga vložili 2 civilni iniciativi, je naslednji dan, 29. aprila 2011, v kratki vestički objavil portal vest.si. 30. aprila je bil ta portal spletni ugasnen. Tako da v naključja ne verjamem glih najbolj. In res me zanima, ali mislim, mi očitno zdaj govorimo pa mislite, da bi poslanci sprejeli ta zakon, če bi se govorilo... Ne, lejte, dejva vprašanja. Mene zanima zdaj, zakaj, kako se lahko zgodi tam neke brezvezne zakone, tiste, ki so seveda lahko, ko dobijo zeleno luč, se lahko o njih na veliko piše in ljudje govorijo in mlatijo prazno slamo. O zakonu takem pa ni nobenega govora. To je že gospod Magajna o medijskih, ampak zanima me, mogoče gospod Keber, zdaj na levici očitno je cela paleta teh strank, ki nastajajo, ki bodo nastale, ampak zdaj, če pogledamo še predsednik SDS Janez Janša, pa je oceno, ko se je špekuliralo, ali bo nastala nova stranka iz združene oceno, da poskusi ustanovljanja novih strank na desnici niso dobro namerni. Kaj pravite na to? Na desnici? Na desnici, ja. Jaz mislim, da je tudi na desnici
Absolutno verjamem v dobronamernost in verodostojnost poskusov kogarkoli. Gre v bistvu za lahko drugačne nazore, drugačne cilje, pa če rečem drugačno ideologijo in prav isto legitimnost morajo imeti poskusi na desnici kot poskusi na levici. Jaz bi tistemu, kar pa prej sem pozabil dodati, ko smo rekli, kdo vse so krivi, da nove stranke ne pridejo do izraza, bi pa le rekel tudi nekaj, na vse zadnje, pa vse ta nova gibanja bi morala sama spoznati, da je v skupnosti moč. Da ne morejo posamično nastopati, oziroma z nekimi malimi skupinami. Da posamično seveda lahko nastopajo, da lahko posamične skupine predlagajo svoj en zakon, ampak da nimajo možnosti, da mora ena sila, ki hoče ljudi prepričati, da zasluži, da predstavlja saj skupino ljudi v parlamentu. To pa mora imeti skupina, ki mora imeti neko kredibilnost, ki mora pokrivati številna področja. Poglejte, na kratko bom rekel, skupina ali pa državljani na koncu, državljani seveda z veseljem in z gnevom so podpirali protestnike in jih še vedno bodo. Ampak pred volitvami pa državljani hočejo videti posameznike, ki jih bodo kredibilno zastopali na čelu države. V mednarodnih stikih, v notranjih stikih, ki bodo znali, za katere bojo verjeli, seveda bodo verjeli. Vedno znova volivci verjamejo, te bojo pa boljši. Te bojo pa ne samo, da znajo, ampak bojo pošteno delali. To je vedno ta upanje volivcev in ki pripelje potem ali mogoče, da se upraviči, ne bom rekel, da izmeri samo žalosten rezultat, ali pa se ne upraviči in pride do novih volitev. Dobro, zdaj, gospod Magajna, mislite, da bo ta koalicija vladala do konca mandata, oziroma da bo prišlo do predčasnih volitev? Ja, pogledajte, mnogi pravijo, pričakovali tudi stajniki, zagotavljajo, da ni nekih boljših sprememb. Eni pravijo, še slabše, zdaj ne bi to v detajle se spuščal. Ampak, pogledajte, kot sem rekel, oblast pa kdor ima medije. Moram povedati, da je zelo trenutni etablirani glavni dominantni mediji so naklonjeni. Po Facebooku se že kaj napiše, pa vi tudi kaj objavite. Ja, seveda. Ampak kdo to vidi, In zdaj prej smo bili otroci lačni, podhranjeni, zdaj slišim, da so že nekateri predebeli, da preveč jejo. Vidite, tako se lahko zgodba obrne in šele, ko bi ljudje res udarjeni po žepu, še bolj, saj so, ampak v Sloveniji sreč deluje ta družinska solidarnost. Pa vi pričakujete, da lahko pride do nekih izrednih dogodkov in mislim, da pred prihodnjimi parlamentarnimi? Trenutna koalicija, ki je na oblasti, ima tudi medije v zakupu in da ustvarja pač klimo, predvsem pa strah, to je, glejte, kako se ohraniš. Svojega nasprotnika moraš demonizirati. Držite se te koalicije, ker drugače bo Janez Janša prišel. Na tem gradijo, na tem matrici, da bi iskali nove alternative. Imamo zdaj, tam na en stran imamo desnico, ki jo poznamo, na en stran imamo Pozitivno Slovenijo, SD, dejansko pa tretje alternative pa ni in se bojim, da v tem sistemu je tudi ne bo moglo priti. Če bo volilni sistem ostal isti, misliš? Če bo volilni sistem, jaz to skozi ponavljam, če ne bomo enakopravnosti v kampanji, da bo ljudje spoznali te nove obraze, čeprav jasno, ni vse, pravijo, nekaj plavel, nekaj zrne, moramo to določiti. Ljudje morajo imeti možnost izbere, če pa ne poznajo kandidatov, pa te izbere ni. In v tem sistemu, ker je dejansko so ga pisali zmagovalci, sebi v prid, ni možno sprememb. Dobro, samo še gospod Keber, kaj se vam zdi, da je bolj nevarno za sedanjo koalicijo, ti stresni testi, rezultate teh stresnih testov ali Jaz mislim, da je ta hip... Ali ljudsko nezadovoljstvo v bistvu? Ta hip bi bila Evropa zelo nespametna, ker veste, da je rezultat stresa več ali manj politični dogovor, kot se bodo odločili. Ali mora izpasti grozno, ali mora izpasti kakšno bo vrednotenje? Jaz mislim, da bo izpadel pozitivno, ker Evropa si ne more privoščiti enega škandala, kot je Grčija, Portugalska, Ciper in tako naprej. To pomeni, in to bo dalo
tej vladi neko vrste predaha. Jaz upam zaradi Slovencev, ne zaradi strank, ki bi čakali na priliko. Upam, da bo vlada razumela, da mora zaustaviti konje, da mora prenehati rušiti socialno državo. Če tega ne bo storila, sta torej dve možnosti, čeprav je ta manjša. Ena možnost je, da bo naredila nekaj tako škandaloznega v smislu razprodaje, v smislu še bolj stiskanja, naprimer šolstva, zdravstva, da bo seveda prišlo ponovno do masovnih protestov. V tem primeru je to mogoče ena možnost predčasnih volitev. Druga, bolj pragmatična, bolj vulgarna možnost pa je, da se bojo med seboj sprli, tako kot se dogaja, in da se potem bojo, ampak tega se pa zelo borijo, branijo proti temu, kar je spet čisto legitimno. Oni vedo, da če zdaj pade vlada, da te stranke ne bodo več na oblasti. Mogoče še vaša projekcija na kratko, ker smo zaključili oddajo. Ja, lejte, zdaj da bo prišlo do nekih izrednih volitev? Smo v stanju, ki je zelo nevarna situacija. Ne? In tu gospodje, ki so na oblasti, zelo dobro vejo. No, kakšen smisel nevarno, da se bodo ljudje uprli zaradi zakona o nepremičninah? Ali kaj v bistvu? Jeza se kopiči ne samo zaradi zakona o nepremičninah, ampak zaradi vsega, ker ljudje izgubljajo službe, izgubljajo bivališča in tako naprej. Ne? In takrat lahko pride tudi strani, lejte, že iz zgodovine je znano, da je oblast sama sprožila. Sej ljudi na cesti in na trgih ni težko stepsti. Sej, če gledamo take zglede, ki se navidezno kregajo, pol Slovenije veliko ljudi skreganih med sabo, tako da je situacija je zelo, zelo nevarna in pozivam ljudi, da se izogibajo tem pozivom k nasilju, k tega je veliko in čudim se, da recimo na Facebooku pred časom, kakšen mesec pa pol nazaj je bila ena objava, da policija intenzivno išče na Facebooku ljudi, ki pozivajo k nasilju. Ampak očitno slabo iščejo, ker ljudje še vedno javno pozivajo s silo, gremo na parlament. Tako da... Jaz bi to dodal. Vsaki vladi, pustimo desno, levo, nam je všeč ali ne, moramo želeti dobro, da bi završila svoj mandat uspešno, ampak bojim se, da ga bo ta vlada izvozila z novim zadolževanjem. In ljudje ne bodo drastično čutili krize, te številke se bojo videle ali ne, in mi se bomo zadolžili do amena, takrat pa se ljudi, sem to, kot je že kolega Dušan opozoril, zadolžena država ali posameznik, ko si zadolžen, pridejo strici s kovčki, ampak tisti iz tujine, ne, mi imamo zdaj to smola, da imamo te strice, ki nas pod krinko nacionalnega interesa kradejo, bi rekel, ne, potem pa tujci, ki pa so malo navidez bolj prijazni, dajo kredite, ko ne moreš več odplačevati, pa pridejo rubiti, ne, rubiti tisto, kar je vredno v Sloveniji, kaj pa je vredno, voda, gozdovi, Telekom, ne, Luka Koper, tudi Krke se bojo lotili, firme, ne, reke. Mercator že ni več tako, je že tako opešal, da verjetno ne bo ne vem kakšna terma, ne. Vsak si pa želi dobiti Telekom, želi se dobiti vpliv na, vemo kaj je Slovenija, po čem je vredna po vodi, ne, tako največji adut in vemo ta poskus, da bi dobili koncesije tujci. Logistika, pristanišče, telekomunikacije. To je, in to se bojim, ta velikodušnost sedanje vlade, tako zvane leve, ne, kvazi vlade, sprejeli bomo nove kredite, bolj bomo zadolžen, potem pa pride rubež. Ne, tega se bojim. Ampak to mogoče ne zdajle, ne. Naslednja vlada, ki bo prevzela, bo dobila te posledice. Račune. Tako, račune. Dobro. Zdaj, če mogoče, jaz ste shotili še gospod Keber, drugače, pa na tej točki bi se vam zahvalil za sodelovanje v nocojšnji oddaji Vroči stol. Mislim, namenili smo jo, bi rekel, bolj civilnim temam ali pa civilnim organizacijam, ne toliko etabliranih politik. Če lahko samo predlagam, no, da bi take oddaje z različnimi gosti naredili večkrat, ponovili večkrat, ker ljudje v Sloveniji veliko vejo, imajo veliko dokazov, imajo veliko izkušenj in bi bilo prav, da bi jim dali možnosti, da povejo svoje zgodbe,
kaj so doživeli, kaj doživljajo, da bi pač Dobro. se razčistilo. Se trudimo. No? Ja. Hvala lepa za sodelovanje v vsečni oddaji Vroči stol vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.